projekt Paradise. Zdajle se bomo šli projekt Paradise. Dobila sem sadike od Jana, Janov vrt, različni paradižniki, v bistvu ne vem niti kateri, ker bo presenečenje. Poleg tega imamo od prijateljice Manco, tlele origano, in pa Jan mi je dal še eno baziliko. Jaz sem si od svojih staršev posadila štiharco, ki pa je ne bomo potrebovali. Zakaj? V bistvu, Klemen ima tu Makita orodje, vrtalnik, in moj brat je naročil tele svedre, tako da bo čisto easy zvrtati luknjo. Sadike niso velike, tako da luknja ne bo rabila biti ful velika. In bom šla zdaj tu posaditi, ker je že zadnji čas. Ja. In med tem, ko vrtam luknje in sadim rastlinice, sem želela načeti temo o fear of commitment, oziroma v slovenščini bi to bilo najbrž strah pred zavezo, strah pred odgovornostjo mogoče. To je nekaj, kar je zelo visoko na lestvici mojih strahov. In gre z roko v roki z veliko potrebo po svobodi. In zdaj se mogoče sprašujete, kva ima vrt z vsem tem? Ja, vrt je zaveza. Zaveza, da boš rastline plev, zalival, trgal za ferenke, poberal plodove, gnojil rastline in tako dalje. In večkrat se v moji glavi naredi ena solata od vseh teh misli, ker enemu delu mene je neznansko všeč, ko poseješ fižolčke in par tednov kasneje magično zraste rastlinje, ki se pne po mreži, in še par tednov kasneje plod, ki ga dejansko lahko skuhaš in z užitkom poješ. Obožujem ta proces, ta krog, to vrednoto domače hrane, ki je zrasla v naravi s pomočjo mojih rok. Ampak z vrtom pride tudi zaveza. Pol ne bom šla za celo poletje živeti na Sicilijo? Aja, najbrž ne bom šla hoditi do Francije za 3 mesece. Aja, pol ne bom 3 pikce. Ampak letos je ta zaveza prišla spontano in avtentično iz mene. Letos vrt bo. Bo, ne? 2 dol pa je to, ne? Je že celo ena viška dol. 17 je vse skupaj. Evo. Kul, mi pa nesla sem še v dveh ajmarjih vodo. Goriš s škafa. Kaj bo naslednjo sezono? To pa ne vem. Tukaj si pa puščam svobodo. Ampak za to sezono vam pa povem, da bodo paradajski, buče, zelišča, lubenice, stročji fižol in najbrž še kaj. Definitivno pa nobenega motovilca. So ženi. A? Če so ženi? Ja. Še eno stvar sem mislila povedati. Če slučajno se sprašujete, kako bodo ti paradajzi v luft stali, ne bomo jih nakolili, ampak je moj brat naumil eno reč. In sicer hakelček daš gor, tam imamo žico, že itak napeto, ki je bil prej tle vinograd, in pol to vrvico spustiš, ne, do dna. In pol kar narediš s to vrvico je, da jo okrog rastline paradajska ovijaš. In bolj ko paradajz rašče, bolj se ovija in bolj svojo težo tudi vrvico tišči dol. In je ful dober, ker je vsako leto lahko uporabiš isto stvar, na koncu sezone samo vse daš stran, tu obdržiš, nobenih kolov ni treba, nič ni treba prevezvati in je top. Bom dala spodaj link, če hoče kdo kupiti, ker moj brat tu prodaja. In on mi je dal te sadike, zastonj ste rekla, bom jaz pa njemu malo reklame naredila, tako da počakajte. Klemen je pa zrihtal nama še nekaj, kar nam bo ful pomagalo pri vzdrževanju tega vrta, in sicer čisto preprost namakalni sistem iz enega čebra, kjer zberava deževnico, in sem ful vesela. Ja. Kombuča! Če se sprašujete, kje se trenutno nahajamo, ne, ker nisem v obični zgornjem delu zidanice, tu je ta prostor, ki sem ga jaz lani imela za svoj projekt. Od zadaj je še klet, ki sem jo v bistvu celo sčistila, sem tudi posnela vlog o tem, si ga lahko tle pogledate. In ja, kakšen teden nazaj sem si vzela čas, da sem ta prostor sčistila, ker sva čist celo zimo. Noter sem nametvala stvari, pač it's not even funny. Koliko je bilo tle robe, škatel, polno enih stvari, ker res, sploh ni javno za deliti, kakšen je bil ta prostor. In potem sem jaz to sčistila in zdaj je spet a nice hanging out place, tle lahko pride kdo prespat. Moj brat je zadovoljen s tem, kako smo posadili.
Tako da sem ful vesela, zdaj sva res otvorila sezono, da je tukaj lahko office, hanging out place in vse. Hvala sem še reči, da ful hvala vsem, ki ste prišli na druženje. Hvaleni na druženju. Bo Eva zdaj pokazala še oblačila. To druženje je bilo 20. maj, na soboto, sem organizirala pri sestrični Ani na Trški gori, tako izmenjevalnico oblačil, malo druženje in je bilo pač tako dober vibe in vreme je bilo na naši strani, ni padlo dež, ful je bilo lepo. Tako da jaz sem uživala in planiram konc poletja, tako nekje v jeseni narediti še en tak dogodek, kam je bilo ful nice. Ne, moraš zdaj za kam Ali je dobro? Vidim, pa vidi, da je bilo Mercedesu čez noč. Zdaj pa na zdravje. Nazdravljam pa na to, da bo paradajz čim lepše rastel. Čin s kombučo. Do piknik. Dobro je. Are you sure? A boš par hejtov po internetu? Zgleda malo v deževniki, I swear to God it's not. Nekaj veš, ko sem ful časa, da nisem makarone hvatila jesti. Ko sva jedla bolj kot makarone, sem zato, ko so ta obseden. Da sem nekaj obsedeno z makaroni, kot je ni bilo, sem si jih dvakrat naredila. They were so delicious. Blečna si tudi kot italijanska mamca. Misliš, gospodič? Mamca! Je targi piknik. Ajde, pridi. Ajde, drži. Ajde, drži. Pusti. Da sem dobro videla. Torej rekli smo, da vidim.
Ampak kaj se pa s kombijem dogaja, vas morda zanima. Pa si poglejmo. Namreč Klemen je na tem kombiju delal zdaj 5 dni sam. In ja, kombi je v precej drugačnem stanju kot v prejšnjem vlogu. In bomo zdaj šli na ogled. Klemen! So delali, ne vem, v kjeri državi, v Britaniji, si statistiko, koliko kombiju se pretežkih pele. Se jih ful so čim več se jih ustavili, preverjali. Ja. Mislim, da 80-90%. Oh my god. Pojdimo na ogled. Nas boš peljal. Tour de kombi. Tour de Pičinško. Renovation. In kaj je zanimivega? Ti meni povej, kaj je zanimivo. Ja, zanimivo je to, da ima čisto razsipan kombi. Večina oken je ven danih. Dajmo najprej recap, zato da vem, o čem bom govoril. In kaj sem 3 dni delal brez tebe? Ne vem. Ja, daj pravi Meni si sem tu letlale naredil v teh 3 dnevih. Rja stran, to sem dal, da bo bolj lepše okno pasalo, sem dodal kit. To okno sem tudi strano vzel. Tule bo luknja zakrpana, 3 luknje bojo zakrpane. Ja, nekaj se še noter skriva tazga. Ja. Ven sem vse vzel. Zakaj? Ja. Sprašuješ? Sprašujem. Zakaj? Čemu? Zaradi gospe Rje. Sino tamle. Pa tamle. Pa tam. Pač težko se je bilo odločiti, ali vse ven vzeti ali ne, ampak pol, ko vidiš, kaj je spodaj, ti data jasno, da je nujno ven vzeti, tudi če še ne veš, kako boš nazaj sestavil. In bomo že nekako, bomo si čas vzela, kakšne majstre uporabila, če bo treba. In bomo podali nazaj. V glavnem, Rjo je treba dati stran, ker če je Rja, da jo pustiš tako, kako je, ali pa kakšna plesen. Cool. Kakšen je plan za naprej? Ja, da vse traja dlje, kakorkoli bi si predstavljal, je ful dlje, se mi kdaj tudi ne da. Kakšen je plan za naprej? Ne vemo, kaj delamo. Kakšen plan? Kakšen plan? Ja, vzeti si čas za kombi razmišljati. Knjigo imamo, 2 vanliferjev, najinih prijateljev smo dobila knjigo, Vanlife Biblijo. In v bistvu se samo pol naredi, ne? Samo se naredi, ti sem bereš, aha, ok, treba je prebarvati, pogledaš kombi, je prebarvan. Ja. A bi še kaj za zaključek povedal? Je to, zakaj sploh snemamo, če ne... Zakaj snemamo? Jaz bi se vprašal, čak, zakaj snemata, tako sem kva delata, recimo. Ok. Jaz bi rekel, da to, da bomo imeli nekaj spomin, pač dokumentacijo preteklih. Nekaj, kar daš v CV. Ja, tako je, v življenjepis. Pa ne vemo še kakšen rezultat, ampak če bo nekdo to gledal, bo lažje videl, da če si to da ne tega delati. To je eno lahko, ja. To mrzlo se bo v tem bolj najdu, ne tega delati. Drugo pa je, da če bojo prepoznali se, da toliko ne znajo na začetku, ko medva niso znala, da bojo lahko videli, da tudi če ne veš sploh, kaj je cilj, oziroma kako ga boš dosegel, da se pač da. To je zelo inspiracijsko. Ali bomo to s pretiravanjem dosegla, ali pa z zdravo mero, še ne vem. Ti še kaj zavedati? Bomo tako rekla, kakor v prejšnjem vlogu. Help. Mama mi to. Mama mi to. Mama mi to.